Imamo vozilo, Toni, ko gre proti severu. Pravkar se je vključil. Ko sem pregledoval njene bančne izpiske, je izgledalo, da je poklicala vaše podjetje za pomoč. Ko so poskušali uporabiti kartico, je bila vedno znova zavrnjena. Morda mi lahko poveste, ali je bila to ona? Si bila Sonja? oktober 2025. Floridski oddelek za kazenski pregon prejme nujno prošnjo Interpola. Britanske oblasti potrebujejo njihovo pomoč pri primeru pogrešane osebe. Pred 3 dnevi, 10. oktobra, je 32-letna ustvarjalka vsebin Sonja Exelby zapustila svoj dom v Portsmouthu v Angliji in odletela v Gainesville na Floridi. Danes bi se morala vrniti domov, vendar letalski zapisi kažejo, da je Sonja zamudila svoj let. Zaskrbljeni bližnji poročajo, da se ne odziva niti na sporočila, niti na telefonske klice. Obstaja še en razlog, zakaj izginotje Sonje sproža alarm. Ima zgodovino hudih težav z duševnim zdravjem. Po poskusu samomora leta 2024 je prejela zdravljenje. Vendar dokazi, najdeni na Sonjinem računalniku, kažejo, da so se njeni temni nagoni vrnili. Obiskuje spletne strani za odrasle in v njihovih klepetalnicah deli nasilne spolne in samomorilske fantazije. Na podlagi teh dokazov so oblasti zaskrbljene, da je Sonja v svojem slabem stanju morda postala žrtev nekoga, ki ga je spoznala na spletu. Zdaj se začenja tekma s časom, da jo najdejo, preden bo prepozno. Floridski oddelek za kazenski pregon takoj ukrepa. Pridobijo dostop do Sonjinih bančnih izpiskov in odkrijejo možno sled. 11. oktobra, dan potem, ko je prispela v Gainesville, je lokalno podjetje večkrat neuspešno poskušalo bremeniti Sonjino bančno kartico. To podjetje, Solver Wolf Roadside Assistance, je v lasti 53-letnega Dwayna Halla. Naslednji dan stopi preiskovalec v stik z Dwaynom. Pozdravljeni, tukaj Dwayne Solver iz pomoči na cesti. Kako vam lahko pomagam? Živijo, moje ime je Calvin Lee. Sem posebni agent pri Floridskem oddelku za kazenski pregon iz območja Gainesville. In tukaj smo dobili nenavadno prošnjo. Pomagamo britanski policiji pri iskanju pogrešane osebe. In ko smo pregledovali njene bančne izpiske, je bilo videti, da je pred 2 ali 3 dnevi poklicala vaše podjetje za pomoč, vendar je bilo plačilo zavrnjeno. Njeno ime bi bilo Sonja Exelby. Se vam to kaj sanja? Da, ne. V redu. V bistvu je prijavljena kot pogrešana in samomorilska, zato jo poskušamo izslediti. In vemo, da je pred 3 dnevi pristala na letališču v Gainesvillu in se usedla v najeto vozilo. In se je odpravila proti jugu. Tako kot sem rekel, bančni izpiski kažejo, da je bilo zavrnjeno plačilo iz vašega podjetja. Torej predvidevamo, da je verjetno potrebovala pomoč. Ja, avto se je pokvaril, potrebovala je menjavo pneumatike. V redu. In prosil sem, da me pripeljejo do njene lokacije, ampak plačila strank tega ne bodo pokrila. V redu. Torej. Prav, tako je tudi storila. Torej, ste zamenjali pneumatiko in je bilo plačilo zavrnjeno, ali pa je plačilo šlo skozi in mi se nismo pojavili? V redu. V redu. Ali je povedala, kam želi iti, kakšen je njen končni cilj? Ni povedala. V redu. Bila je zelo skrivnostna glede vsega. V redu. Ali je kdaj povedala svoje ime? Je bilo to ime Sonja ali Sonja Exelby? Je bilo to ime, ki ga je navedla? V redu. Ja. Se spomnite, kje je točno rekla, da je bila? Kje so izgorela vozila? Ne ravno. Nekje tam okoli Redika. Tako ali tako je bilo zunaj našega območja, ki ga pokrivamo. Redek. Ja. Po pogovoru z Dwaynom detektivi preverijo, da je Sonja rezervirala Airbnb v Rediku, majhnem mestu 40 km južno od Gainesvilla. 15. oktobra se preiskovalci odpravijo v Airbnb. Ko prispejo, Sonje ni tam. Tudi njenih osebnih stvari ni nikjer. Kljub temu je preiskovalcem glede na zavrženo hrano in smeti v stanovanju jasno, da je bil tam nekdo prisoten.
V spalnici policija naleti na zaskrbljujoče odkritje. Na odeji se zdi, da je kri. Preiskovalci v smeteh najdejo tudi človeške lase. Lasje so dolgi in rjavi, prav takšni kot Sonjini. Hej, stari, gospa Carolyn je pravkar prišla s enim od psov za iskanje trupel. Naslednji dan oblasti pripeljajo iskalnega psa, da preišče okoliško posestvo. Ne vidim prav veliko. Pes ne da nobenega signala. Če je Sonja mrtva, njenega telesa ni tukaj. Medtem ko preiskovalci še naprej pregledujejo smeti, najdejo več zmečkanih računov iz trgovine. Računi so z dne 10. oktobra, istega dne, ko je Sonja priletela v Gainesville. Na seznamu kupljenih stvari so lopata, vrv in čistilo za orožje. Še bolj sumljivo pa je, da so računi časovno označeni ob 17:47 in 17:54. To je približno ob istem času, ko je Sonjin let iz Anglije pristal na letališču, kar pomeni, da teh nakupov ni mogla opraviti sama. Medtem ko forenziki še naprej preiskujejo Airbnb za DNK in prstne odtise, preiskovalci ugotovijo, da računi izvirajo iz trgovine v Gainesvillu in zaprosijo za varnostne posnetke z dne 10. oktobra. Ko pregledajo posnetke, oblasti naredijo pomembno odkritje. Kupec na teh računih je Dwayne Hall. Poleg tega preiskovalci pridobijo varnostne posnetke z letališča Gainesville. Izkazalo se je, da Sonja nikoli ni najela avtomobila. Posnetki kažejo, da jo je okoli 18:30 pobral Dwayne s svojim črnim džipom. Manj kot 1 uro potem, ko so ga ujeli na posnetku v trgovini. Za preiskovalce videodokazi dokazujejo, da je bila Dwayneova zgodba laž. To tudi pomeni, da je bil Dwayne morda zadnja oseba, s katero je bila Sonja, preden je izginila. Dotri smo vozilo. Tony Cook je pravkar zapeljal na severno smer, mimo grede. 17. oktobra oblasti izsledijo Dwayna. Zdaj, mislite, da ste v drugem pasu ali v prvem pasu? To je črn džip. Ko ga policija ustavi, odkrijejo, da ni sam. Dwaynejeva žena je z njim v avtu. Oprosti, draga. Pojasni, da je pred kratkim prestala presaditev obeh pljuč in da gresta na zdravniški pregled. Skrbi me zate, ampak hej. Poslušaj, ne skrbi za njo. Ne bomo ji povzročali nobenih težav. Nekaj bomo že uredili, prav? Policija pridrži Dwayna in ga odpelje na bližnjo policijsko postajo na zaslišanje. Glej, tam na desni, tista kavč je tam zgoraj. Ja, točno tam. Njegovo ženo dajo v drugo vozilo in jo pospremijo na njen termin. Oblasti zasežejo Dwayneov džip za forenzično obdelavo. V vozilu detektivi najdejo njegov mobilni telefon. Gospod Hall, moje ime je Rebeka. Redu. Živijo, gospod. Hol, pozdravljeni. Ko preiskovalci sedejo in soočijo Dwayna, ta prizna, da je 10. oktobra res pobral žensko na letališču. Pravi, da ga je najel premožen klient, moški po imenu Harold, da to stori. Poklical me je. Delal sem v Gainesvillu v izmeni do 6. Poklical me je in rekel, hej, potrebujem te, da greš nekoga pobrati na letališče v Gainesvillu. Redo. Nekoga sem pobral na letališču v Gainesvillu. Bila je ženska. Poskušal sem navezati pogovor z njo. Rekla mi je v bistvu, in komaj da sploh povzemam, utihni, ne pogovarjam se s poslugo. V redu. To je to, kar je ta oseba rekla. V redu? Utihni, služim, če ne govorim. V redu. Torej, opišite osebo, ki ste jo pobrali na letališču, jaz pa imam sliko. Ja. In upam, da mi boste morda lahko povedali, ali je bila to ta oseba. To je bila ta oseba. V redu. Ne potrebujem svojih očal. Tudi svojih očal sploh ne potrebuješ. Dwayne prepozna Sonjo Exelby kot žensko, ki jo je pobral 10. oktobra. Pravi, da jo je odpeljal do Airbnb, kjer jo je čakal Harold. Izstopila iz mojega vozila, stopila do njega, kot da ga pozna, ga ubijala in skočila noter. Kaj je bilo to? Morda Cadillac Eldorado iz 70-ih z drugim voznikom, popolnoma zatemnjen, in so odšli. In to je bil Harold mrtev. Harold. Oh. Mislim, da to tudi ni pravo ime.
Da bi preverila njegovo zgodbo, policija prosi Dwayna za Haroldove kontaktne podatke. A Dwayne pravi, da je težala. Vsi dokazi o komunikaciji med njim in Haroldom so skrivnostno izginili iz njegovega telefona. Resnično sovražim vse to v tem trenutku, ker ne morem dokazati druge strani zgodbe. Vsaka digitalna sled, ki sem jo imel, manjka. Kaj naj naredim s tem? Kako naj vas prepričam v svojo plat zgodbe, ko pa vse kaže, kot da sem bil vpleten v to. Razumete? Bi nam dovolil, da naredimo popolni spis tvojega telefona? Naredimo popolni spis telefona. Poskusimo lahko najti te stvari, ker velikokrat, ko naredimo digitalni spis naprave, najdemo stvari, ki jih ljudje izbrišejo. Ljudje izbrišejo sporočila in druge stvari, vendar so še vedno shranjene na telefonu na trdem disku. Prostor se samo prerazporedi v prazen prostor, zato ne vidiš, da je izbrisano. Vidiš, da je izbrisano, ampak je še vedno tam. Bi bili pripravljeni to narediti? No, mislim, ne vidim ravno problema v tem, ampak v resnici ne vem. Samo vprašam. V resnici ne. V resnici mi ni všeč. Če rečem ne, kaj boš naredil? Obrnil se boš pred dolgosodni nalog in si tako ali tako ogledal. Samo sprašujem, ker si omenil, da želiš pomagati. Praviš, nisem hotel biti v pomoč, ne? Ne, in pusti mi, da dokončam. Praviš, da so stvari izginile iz tvojega telefona. Zato želim priti temu do dna, če je to veš. Kaj hočeš? Kaj hočeš? Če želiš nekaj posebnega, nimam s tem nobenih težav. Če želiš pregledati moje dnevnike klicev in želiš pregledati moje sporočila in želiš pregledati moje e-poštne sporočila. V redu. Morda s tem ne bi imel težav. V redu. Ampak ostale moje stvari, to je moje prvo človek. Veš prav. To je moja pornografija. Ampak ti tu gledaš to pornografijo. Ampak veš. Moram vprašati, ali je to pornografija, ki si jo naredila, ali je to pornografija, ki si jo samo gledaš? To ni nič takega, kar bi si želel videti. Delaš kakšne čudne stvari? No, kaj pa misliš? Zakaj si tega ne bi ogledal? Verjetno samo malo, no? Zato sem tukaj. Zakaj misliš, da sprašujem? Intervjuvam veliko različnih ljudi. Zato me nič, kar bi mi povedal, ne bi presenetilo. Dwayne prostovoljno pove, da so ga izključili iz ene njegovih najljubših porno strani. Ime te spletne strani za odrasle je preiskovalcem že znano. Gre za eno od spletnih strani, ki so jih britanske oblasti našle v Sonijini zgodovini brskanja. In, Katrina, kaj te je spravilo na črno listo? Ali je bilo pošteno ali ne? Ne vem, torej... O čem si rada govorila? In ne boš me šokirala, ker kot sem rekla, sem že bila na tem. Poglejmo. Jaz sem za grobo vezanje, poveda. Všeč mi je grobo vezanje. Misliš, da so te zaradi tega izključili? To ni razlog, zaradi tega nisem bil izključen, bil sem kot... Ni možnosti, da si me zaradi tega izključil. Ne. Zdi se, da se je nekdo užalil zaradi nečesa, kar je rekla moja žena. Naprimer v komentarju ali kaj podobnega. Lahko komentiraš slike ali objave ali imaš pogovor v živo ali karkoli, ne v živo, ampak v komentarjih ali nekaj takega. Mislim, da me je nekaj tam morda spravilo na črno listo, ker obstajajo določene besede, ki jih ne smeš uporabljati in ta seznam se zdi, da se vsak mesec povečuje. Ampak kot sem rekel, že dolgo nisem bil tam. Katere so te besede? V bistvu karkoli nasilnega. Karkoli nasilnega ali agresivnega, preveč agresivnega. Kot kakšne snaf vsebine? Med snaf vsebinami, posilstvom in drugimi podobnimi nasilnimi stvarmi. Razlog, zakaj imam ta pogovor z vami, je, da je imela tudi naša pogrešana oseba takšne fantazije in nasilne misli. Torej, če je prišla sem z namenom, da bi uresničila nekatere od teh fantazij, vezanje, nasilne spolne fantazije. Ne pravim nujno posilstvo, ampak zagotovo nasilne spolne fantazije. In potem na koncu želi končati svoje življenje. Če me skušaš povezati s čim takim, ti povem takoj, da je bilo vse, odkar je moja žena skoraj umrla, samo o njej. Nimam nobenega interesa za karkoli tazga z drugo žensko.
Torej, razumeš, da ko jo bomo našli in jo bomo našli, da če si ji pomagala in nam zdaj o tem ne govoriš resnice, bo to videti zelo slabo. Ste jo našli? Kaj želim povedati je? Ste jo pa našli. Mislim, ampak hkrati, kot sem rekel, res ne vem, kaj se je zgodilo. Ne vem, kaj se je zgodilo. Ne vem, kje se je to zgodilo. O tistem delu ne vem ničesar. Dwayne prekine zaslišanje in zahteva odvetnika. Medtem ko čaka na zdravniški pregled, se Dwayneova žena pogovarja s preiskovalci. Ko jo vprašajo, kje je bil njen mož pretekli konec tedna, pove, da ji je Dwayne rekel, da ga je bogata stranka najela za nočno delo. Torej, vam v bistvu ni povedal ničesar o vikendu, kakšno je bilo delo ali kaj podobnega, razen da je delal na kupu res lepih avtomobilov. Res lepi avtomobili, v redu. In ali je bilo kdaj prej kakšno nočno delo pred tem? To je bilo prvič, da je. Ampak to je lepo, to se sliši kot precej velika stranka ali kaj takega, na kar se lahko veselijo, v redu. Ali se je v zadnjih nekaj dneh, odkar se je vse to zgodilo, obnašal čudno ali nenavadno? Samo nervozen je zaradi vas. Res? Res je bil prestrašen zaradi vas. Češ, zakaj tako ravnate? Mislim, ostaja v hiši, kuka skozi okna in podobno. Nič takega. Samo radovednje, kaj se dogaja s kreditno kartico? Zakaj mu govorijo o kreditni kartici? Ja. Zakaj so policisti vpleteni zaradi zavrnjene kartice? Razumem. Torej, ali je razložil, kaj se je zgodilo, ali kaj glede kreditne kartice? Ne, samo da je nekdo poskušal plačati za enega od njegovih. Nekdo bi je poklical zaradi zagona ali nekaj takega in so poskušali plačati. Ker ni šlo preko zavarovanja, so morali plačati vnaprej. Prav, in ko so poskušali uporabiti kartico, je bila vedno zavrnjena. Po vrnitvi na policijsko postajo preiskovalci najdejo eksplicitne nove dokaze na Dwaynovem mobilnem telefonu. Izbrisan video, posnet 11. oktobra v Airbnb-u, na katerem je Sonja. Na videoposnetku je Sonja videti razmršena in v stiski. Na obrazu in telesu ima vidne ureznine in modrice. V ozadju se sliši, kako jo Dwayne zafrkava. Srhljiv videoposnetek je preiskovalce zaskrbel, da je Sonja morda mrtva, sumijo pa, da Dwayne ve, kaj se je zgodilo. Vendar brez trupla ali priznanja, še vedno ni trdnih dokazov o njegovi morebitni vpletenosti. Kasneje tistega dne, medtem ko se iskanje Sonje nadaljuje, Dwayne poda prošnjo. Ste nas kaj potrebovali? Da. Imate minuto, rad bi se pogovoril z vami. Oba in tudi vi, mislim. V redu. O čem bi radi govorili? Želim preklicati v bistvu celotno svojo izjavo. Želite preklicati in celotno svojo izjavo? Da. V redu. No, preden smo govorili o... Ko smo zaključili intervju, ste omenili, da želite odvetnika, kar za nas predstavlja dilemo. Lahko grem tako daleč, kot sem šel prejšnjo noč, ampak želim vse preklicati, ker sem marsikaj, ampak lažnivec pa ne morem biti. Ne prenesem tega. V redu. Torej, če želite še naprej govoriti z nami, želim jasno povedati, da ste prej zahtevali odvetnika, zato smo prenehali govoriti z vami. Razumem posledice. Želim začeti znova in želim vam povedati vse od začetka. Vse od začetka. Ko so mu preiskovalci ponovno prebrali njegove pravice, se zdi, da je Dwayne pripravljen povedati resnico. Spoznal sem Sonjo na... In začela smo se pogovarjati. In pripovedovala mi je o vseh svojih stvareh in podobno. Tako sem jo začel nekako mentorirati, to je bilo verjetno pred približno 2 letoma. In želel sem ji izboljšati življenje, nisem hotel, da bi si vzela življenje. Dwayne pravi, da se je pod njegovim, kot sam pravi, mentorstvom Sonin pogled na življenje očitno izboljšal. Do preteklega leta. Preprosto ni želela biti več motena. To je edini način, kako lahko to povem. In oprosti, to obljubo bom držal. Kdo ni želel biti moten? Ona, Sonja, ni želela biti motena. Ni želela biti več motena. Ni želela, da bi jo karkoli motilo. Tistim, kar prinaša človeštvo, če tako rečem, več. Želela je, da je konc. Želela je, da je vsega konc. Po besedah Dwayna je bila Sonina želja, da konča svoje življenje povod za njeno potovanje na Florido.
Kdaj so se začele priprave na to? Približno pred 1 letom. Imeli smo nekaj neuspešnih poskusov, ker se je moji ženi stanje večkrat močno poslabšalo. In s časoma je moja žena postala resnično Res zelo bolna. Mislim, da sem res zelo bolna. In takrat smo začeli pripravljati tvojo lažno zgodbo. Čigava lažna zgodba je pa to, oprosti? njena, no, skupaj sva si jo izmislila. Torej Harold in vse to, tista pesem. To je bilo vse saranje, ker je ona to hotela. To so si izmislila. Ja. Ko sta Sonjo prispela v Airbnb, Dwayne pravi, da je med njima postalo intimno. Malo so se igrala, to je res. Nekajkrat sva poskusila, ampak sem doživel vrhunec samo enkrat, ker mi ni bilo do tega, nisem mogel. Nisem si mogel pomagati. Vedno sem imel občutek, da varam svojo ženo, vsakič, ko sem poskušal, in nisem mogel. Lahko govoriš o seksu, ki ga imaš s Sonjo, si pripravljen govoriti o tem? Lahko poskusiva. Zelo jasno je povedala, da si želi res grobega, agresivnega. Seksa. V redu. Sem bila tam. Ker si govorila o ljudeh, ki imajo izkušnje s tem, da imaš tudi ti veliko izkušenj s tem. Si imela varno besedo? Odločila se je, da zaradi svoje situacije moče varne besede. V redu. Take besede ni bilo. Ali je kdaj naredila kaj v času, ki ste ga preživeli z njo, kar bi nakazovalo, da si je morda premislila? Ne. Pravzaprav je bila zelo jezna name, ker sem odnehal. Sploh me ni zanima in sem odnehal. In nisem si tega želel. Nisem si želel spati z njo. Nisem se hotel z njo igrati igre z vezanjem ali česa podobnega. Samo želel sem, da bi bilo konec. Razburila se je. Ni naredila tega, kar bi morala narediti. Sonja ni naredila tega, kar bi morala narediti. Kaj bi morala narediti? Morala bi prinesti, ni smela, morala bi prinesti gotovino. Ni smela prinesti kartic, morala bi prinesti gotovino. Pomagaj mi razumeti, zakaj naj bi bila gotovina namenjena. Da ti pomaga odplačati dolg do davčne uprave, v redu? Davčni upravi dolgujem skoraj $10,000 za zadnji 2 leti in ona se je prostovoljno ponudila, da mi pomaga to odplačati in ublaži del mojega finančnega stresa, ker sva šla skozi res težko obdobje. Ker je bila tvoja žena bolna. Torej njene kartice, rekla si, da ti je morala plačati z gotovino, pa ni prinesla gotovine, ampak je imela kartice. In kako se je potem išlo s karticami? Še vedno mi je hotela finančno pomagati, zato mi je rekla, naj večkrat poskusim s tisto eno kartico, ker je prisegala, da je na njej denar. To ni laž. Si ubila Sonjo? Tega ti ne morem povedati. Dwayne vztraja, da ne more razkriti več podrobnosti zaradi obljube, ki jo je dal Sonji. Torej imaš občutek, da bi prekršil to obljubo, če bi nam povedal, kje je? Ne morem potrditi ali zanikati tega, ampak ne morem prekršiti svojo obljubo glede česarkoli v zvezi s tem. Ne morem ti povedati, kam je šla in ne morem ti povedati ničesar o tem. In nam ne moreš povedati zaradi obljube? Da. Takoj po Dwaynovi skrivnostni izjavi pride do velikega preboja v primeru. Iskalne ekipe najdejo človeške ostanke v Marion Oaksu, podeželskem območju približno 47 km južno od Sonjinega Airbnb-ja. Preiskovalcem na kraju dogodka ne uspe potrditi identitete, vendar najdejo še en obremenilen dokaz. Blizu trupla najdejo etiketo za lopato. Gre za popolnoma enako znamko lopate, kot jo je Dwayne kupil, preden se je srečal s Sonjo. Posmrtni ostanki so odpeljani v urad mrliškega oglednika okrožja Marion. Med čakanjem na poročilo mrliškega oglednika se preiskovalci odločijo aretirati Dwayna zaradi povezanih obtožb. Aretirani ste zaradi goljufije s kreditnimi karticami, ker ste uporabljali Sonjine kartice. Obtožujete me goljufije s kreditnimi karticami? Ja. Prihajajo še dodatne obtožbe, ne? Ne vem.
Samo povem ti, prav zdaj obtožena si goljufije s kreditnimi karticami. Vreda. Pričakuješ še kakšne obtožbe? Si pričakovala kaj drugega? Ja. Ampak tja ne bomo šli. Naslednji dan, 18. oktobra, zdravniški izvedenec potrdi, da je žrtev Sonja Exelby. Vzrok smrti, 4 poškodbe zaradi ostrega predmeta na njenem telesu. Zdi se, da je bila brutalno zabodena do smrti. Medtem ko preiskovalci še naprej zbirajo dokaze proti Dwaynu, odkrijejo, da je Sonja 11. oktobra prijatelju poslala sporočilo prek klepetalne aplikacije. V tem, kar je videti kot njeno zadnje sporočilo, Sonja ne omeni Dwayna po imenu, vendar izrazi strah in obžalovanje. 9 dni kasneje, 27. oktobra, Dwayne iz zapora pokliče svojo ženo. V pogovoru izrecno omeni, da je pred aretacijo poslal paket prijatelju. Policisti so spremljali Dwaynove klice. Prek enega od njegovih računov na družbenih omrežjih izsledijo prijatelja in prevzamejo paket. Po njem najdejo krvav nož. Rezultati forenzičnih preiskav so dokončni. Kri na nožu je Sonjina. Dwaynova DNK je prav tako najdena na nožu. 17. novembra 2025 je Dwayne Hall uradno aretiran in obtožen umora in ugrabitve Sonje Exelby. Dwayne se izreče za nedolžnega, sodnik pa odredi, da ostane v priporu do sojenja. Glede na okoliščine ni nobene varščine, ki bi zagotovila vašo prisotnost na sodišču, varnost skupnosti. Poleg tega pa obstaja veliko dokazov proti vam v tem primeru. Datum njegovega sojenja še ni bil določen. Medtem ko družina in prijatelji čakajo, da bo pravici zadoščeno, smrt Sonje Exelby služi kot tragičen opomnik na ranljivost in dovzetnost ljudi, ki trpijo za težavami v duševnem zdravju. Če ste vi ali kdo, ki ga poznate v krizi, pokličite 998 za pomoč na telefonski liniji za samomor in krizne situacije. Lahko tudi pokličete linijo, prej znano kot nacionalna telefonska linija za preprečevanje samomora, na številko 800 273 8255. Pošljite sporočilo HOME na 744 741 ali obiščite speakingofsuicide.com, pošiljnica resources za dodatno pomoč.